Tega politika je pravkar na spletu popolnoma raztrgal Jesse Waters. In iz nekega razloga so se Američani odločili, da je smiselno začeti voliti nore, besne, fanatične ljubitelje islamistov. Mislim, ta človek je dejansko rekel, da ni za prepoved šeriatskega prava in razlog za to je nor in da je sprememba spola pri mladoletnikih podobna obrezovanju. In povem vam, da ko razumete, da je ta moški demokratski predstavnik iz Michigana, tega dejansko ne morete verjeti. V tem intervjuju je pravkar razkril, kako nora so njegova prepričanja in resnično ne morem razumeti, kako ljudje mislijo, da lahko volijo take ljudi, ampak poslušajte to. Izognili ste se, spet ste se izognili. Sprememba spola za mladoletnike, ali to podpirate? V redu. Ali podpiramo spremembo spola za mladoletnike? Včasih bi bilo to nekaj norega, če bi na to odgovorili pritrdilno. Ampak seveda bo ta politik poskušal izogniti odgovoru in podati najbolj noro razlago doslej. To je Abdul Al-Sayed. Da, on je vaš demokratski predstavnik v Michiganu. In morda bo dejansko šel v vlado. Abdul Al-Sayed, želela bi si, da bi lahko rekla, da je to šala. Poglejte, spomnim se, da sem imel odlične pogovore s svojimi konzervativnimi prijatelji o zakonodaji o dostopu do eksperimentalnega zdravljenja. Ja. Zakaj govorite o stvarih, ki zmedejo vaše občinstvo? Zakaj preprosto ne rečete da ali ne? Ker je politik in je definicija zeleno-rdeče zveze. To boste videli v trenutku. Ideja, da vam vlada ne bi smela govoriti, kakšno zdravstveno oskrbo morate imeti. Mislim, da vam vlada ne bi smela govoriti, kakšno zdravstveno oskrbo morate imeti. Želite to preizkusiti to je med vami, na vašim otrocih? zdravnikom in vašim staršem. Če se s tem ne strinjate, če se ne strinjate, da morajo zdravstvene odločitve sprejemati zdravnik, starši in pacient, potem mislim, da se preprosto strinjamo, da se ne strinjamo. Ampak veste, vi želite postaviti vlado v ambulanto ti si zdravnik, ali bolnišnico. ne? Kažnej? Kar poskuša povedati tukaj je, da vlada ne bi smela posegati v vaše zdravstvene situacije. Torej, ja, imaš prav, vlade ne bi smele. Kaj pa, če imaš psihotične starše, ki mislijo, da bi morali svojim otrokom odrezati genitalije? Kdaj mora vlada posredovati? In nisem oseba, ki bi verjela v vmešavanje vlade, ampak res mislim, da je treba otroke zaščititi, kadar imajo neuravnovešene starše. In če jih ne bodo zaščitili starši ali zdravstveni sistem, potem mora to storiti vlada. V idealnem primeru bi bili starši normalni. V idealnem primeru bi bili tudi zdravniki prisebni. Vendar so se stvari spremenile. In zato bo morda morala vlada reči, da je pohabljanje spolovil problem, vendar brez skrbi postane še slabše. Torej misliš, da je v redu, da starš odreže svojemu otroku spolovilo? Misliš, da je to v redu? Misliš resno? Res želiš imeti ta pogovor? Si obrezan? Ja, ampak mislim, to je osebno vprašanje. Jesse. Si? V redu, doc. Torej, verjetno bi moral iti naprej. Obrezovanje je drugačno kot kastracija. Sam mislim, da je to problem. Problem je, da misliš, da lahko ti odločaš, kaj se zgodi med staršem, zdravnikom in pacientom. In samo pravim, da je, ja, obrezovanje operacija na otrokovem lulčku. Torej, če res želiš to izpostaviti, lahko. Samo mislim, da ste zelo izbirčni glede tega, koliko govorite o teh stvareh. To je zmešano, ker je bilo dokazano, da je obrezovanje zelo, zelo zdravo za otroke. Poleg tega pa je to popolnoma drugačna tema kot pohabljanje spolovil. Ker če vprašaš veliko obrezanih moških, so še vedno povsem moški. Ampak vprašaj moškega, ki so mu odrezali spolovilo, če se počuti kot moški. Morda je razlika. Samo malo, čisto majhna, čisto drobna razlika. Dejansko je uporabil primerjavo z obrezovanjem, ampak fantje brez skrbi. Še slabš postane. Intervju je dejansko še slabši. Morate slišati, kaj Abdul Al-Sayed misli o šeriatskem pravu in tudi o ICE. V redu. In specifično vprašanje, ki mu ga postavi Jesse Waters, v redu, zdajle samo trenutek, kje je? Pojdimo. Poiščimo. Čil. Tukaj imate človeka iz jugovzhodne Azije. Zlorabil je otroka, pravkar sem ga prijela. Želiš, da ta človek ostane v Michiganu, Abdul? Poslušajmo njegov odgovor. Zelo boš presenečen, ko boš slišal, da ni najboljši. In ko so ga vprašali o zvezdnem proračunu, ni vedel ničesar o tem. Veš, kolikšen je zvezdni proračun? Abdulov odgovor je ne. In odloči se tudi napasti Usho Vance, ženo J.D. Vanca. O vsem tem bomo govorili, a najprej nekaj besed naših sponzorjev. Podjetja za nego kože rada obljubljajo velike stvari, ki jih ne morejo izpolniti. Ampak ker ste opazili mojo kožo, ja, vidim vas v komentarjih, kjer mislite, da imam 10 let.
Mislila sem, da vam povem o podjetju, ki ga obožujem, OneSkin, ki ni običajno podjetje za nego kože. Vidite, nikoli niso nameravali postati podjetje za nego kože. Ustanovile so ga 4 doktorice znanosti na področju dolgoživosti in osredotočajo se na eno stvar: staranje kože. Hitre, površinske rešitve nikoli niso bile njihov cilj. In ko enkrat izkusiš spremembo, se nikoli ne vrneš nazaj. Moram vas opozoriti, skoraj vse, ki jih poznam, sem prepričala, da so začeli uporabljati to, in prepričala bom tudi vas. Mislim, da je tudi 10.005 zvezdičnih ocen kar prepričljiv argument. Nastala je na podlagi več kot 10 let raziskav dolgoživosti. OneSkin vam pomaga doseči najbolj zdravo kožo zdaj in ko se starate. Zato za omejen čas preizkusite OneSkin s 15% popustom s kodom MEIRA na oneskin.co, poševnica oneskin.co/MEIRA. To je 15% popusta na oneskin.co s kodom MEIRA, MEIRA. In po nakupu vas bodo vprašali, kaj ste slišali o njih. Zato vas prosim, podprite našo oddajo in jim povejte, da smo vas mi poslali. Hvala vsem, ki podpirate našo oddajo. Seveda, ko se spravi na JD-ja, se spravi na njegovo ženo. Ima dober odgovor, ker je res prefinjena dama. Poslušaj to. Smejala sem se, ker nikoli nisem spoznala JD-jeve mame in očeta, ampak poznam in imam rada otroke, ki sta jih vzgojila. Veš, njegovo mamo, njegovo teto in strica. In vedno so bili izjemno ljubeči. Mislim, njegova teta mi je kot druga mama. V redu, če ti ni jasno, kaj se tukaj dogaja, počakaj trenutek, samo trenutek. Poslušaj rasistične podtone tega. Torej, pred kratkim je tvoj mož govoril o nevarnostih šeriatskega prava v Ameriki. Prav. In v Michiganu je kandidat za senat Abdul El-Sayed. In ko je odgovarjal na to, je omenil tvoje ime. In ko da je namigoval na to, tvoj mož. Veš, stari starši morda niso tako zadovoljni ali srečni zaradi dejstva, da je zdaj v medrasnem razmerju ali zakonu. Kakšen je tvoj odgovor Abdulu El-Sayedu? Torej, to sem dejansko videla danes zjutraj. Nimam družbenih omrežij. Zato sem to zamudila. Ampak mi je nekdo pokazal. In moram priznati, da sem se kar nasmejala. To je tisto, v kar želijo, da verjamete. Islamisti želijo, da verjamete, da dejstvo, da vam šeriatsko pravo ni všeč, ki verjame v, saj veste, v kaj verjame, kaj ne. Da je to isto, kot biti zelo rasističen do katerekoli manjšine. In dragi moji, to ni isto. Poroka z nekom iz druge kulture ni isto kot verjeti v avtoritarno religijo, ki meni, da bi morali iti ven in ljudem odsekati glave. Oprostite. Ker nikoli nisem spoznala JD-jeve mame in očeta, ampak poznam in imam rada otroke, ki sta jih vzgojila. Mislim, kakšen popoln odgovor. Ona je samo tako, to je najbolj neumna stvar. Torej, ker govorimo o šeriatskem pravu, dejansko poglejmo, kaj si ta psihopat misli o šeriatskem pravu. Torej, odprava šeriatskega prava je beli supremacizem. Lahko to razložiš? Ali veš kaj je kanonsko pravo, Jesse? Predvidevam, da si kristjan, kaj ne? Ja, povej mi. V redu, kanonsko pravo je ime za krščansko pravo. Ne oporekam tvoji pravici, da svojo vero živiš, kakor želiš. Ne vem, zakaj je problem, da bi lahko svojo vero živel, kakor želim. Nihče ne poskuša vsiljevati šeriatskega prava drugim, tako kot upam, da nihče ne poskuša vsiljevati kanonskega prava drugim. Vidiš, to je zdaj njihova nova stvar. Njihova nova stvar je, da je vse isto. Oprosti, če lahko Judje izpovedujejo judovstvo in kristjani ravnajo po kanonskem pravu, potem bi morali tudi islamisti smeti ravnati po šeriatskem pravu. Ne. In povem ti zakaj. Razlika je v tem, da šeriatsko pravo res verjame v to, da bi morali vsi drugi verjeti v njihovo pravo. Naprimer, dejansko ideja o džizi, če nisi islamist, moraš plačevati davek in moraš hoditi nižje od islamista ter nositi drugačne čevlje in vse te nore stvari, v katere verjamejo. Poznajo tudi pojem nevernikov. Če se ne drži šeriatskega prava in verjamejo, da je to del njihove vere, so vera, ki verjame v okupacijo. Dobesedno. In zato gredo ven in govorijo ter poskušajo zavzeti ozemlja. Ali ste vedeli, da sta bili Egipt, Maroko, vse te države nekoč krščanske, ne islamistične, dokler niso prišli in jih... Da. Torej, problem šeriatskega prava je, da vas ne zanima le uveljavljanje v vaši družini, kar je že samo po sebi problematično, saj je veliko tega nezakonitega, kot je poroka z 9-letnimi otroki. Pravi problem pa je, da vas zanima tudi, da bi se ga držali drugi ljudje. In tukaj je stvar. Večina zahodnjakov nima nobenih težav s tem, da verjamete v svojo vero, dokler jo ohranjate zase. Ne pretvarjajte se, da šeriatsko pravo ni težilo k širjenju. Ali izgledamo neumni? Pravica, da svojo vero prakticiraš, kot želiš. Ne vem, zakaj je ideja, da lahko svojo vero prakticiram, kot želim, problem. Nihče ne poskuša vsiljevati šeriatskega prava komurkoli drugemu.
Prav vsi v tvojem islamističnem krogu poskušajo vsiliti šeriatsko pravo vsem drugim, dobesedno. In spet, vedno več in več neumnih izjav tega moškega. Ker se v resnici strinjaš. Oprosti. Reparacije. Ali to podpiraš? Mislim, da moramo imeti iskren pogovor o neverjetnem dolgu, ki je bil naložen temnopoltim kot posledica suženjstva. Pozdravljeni vsi skupaj, sem Abdul El Sayed, sem islamistka in verjamem v rdeče-zelene zavezništvo, zato prepričujem neumne ljudi, ki ne razumejo ničesar o gospodarstvu, da če bomo le uveljavljali socialistične ideje in stvari kot so odškodnine, bom dobila njihov glas. In ko dobim njihov glas, se jih lahko znebim. Ker veste, kaj v resnici verjamemo o temnopoltih v moji veri. Imajo svoja posebej določena geta. Oprostite, tega ne bi smela izreči na glas. Morala bi samo reči, da, dolžni smo tem ljudem odškodnine. Halo, ste neumni? Ste del manjšine? Pridite volit zame. Povedala bom vse prave stvari in povedala vse prave stvari. On to počne, ker v resnici ne ve ničesar o tem, o čemer govori. Ne, ker nočem, da vi razstrelite državo. Veste, kolikšen je zdaj zvezni proračun? Tudi jaz nočem, ampak točno to je. Vi želite Piseth, ki je prej delal za vaš kanal. Odgovori na vprašanje. On je želel Veš, kolikšen je zvezni proračun? Ne. Jaz samo želim govoriti o tem. Poglej, če želiš govoriti o proračunih, z veseljem bom to storil. Tip, ki je prej delal na tvojem kanalu, mislim, da je bil 6. voditelj v oddaji The Five, on je želel povečati naš vojaški proračun na $1,5 bilijonov. In zdi se, da te to sploh ne moti. Kaj? Da bi se borili v vojni, iz katere ne vemo, kako izstopiti, in zvišali cene goriva na $5 za galono. To mi nima smisla, Jesse. Če želiš govoriti o stvareh, za katere bi dejansko morali porabiti denar, so to po mojem mnenju zdravstvo, otroško varstvo in dobre šole. Vlada porabi vsako leto. Veš? Le, vprašanje, Jesse, zame je, da vem, koliko Michiganci porabijo. $7 bilijonov na leto. In tvoj načrt, Jesse, da prevzameš zdravstveni sistem, je 4 bilijone. Tukaj je težava z njim. Torej, glede tvoje... Mislim, da nisem prav dober v matematiki. Mislim, da tudi ti nisi prav dober v matematiki. 7,5 bilijonov. Očitno, ampak res očitno ti ne veš in zdi se, da ti ni mar. Ampak mislim, da večina Američanov noče porabiti toliko denarja za matematiko. Mislim, spet to neumnost tega argumenta, zakaj Amerika porablja kolikor pač je, $1 bilijon za vojne v tujini. Morda je to zato, ker razumejo, da če želijo zaščititi svoje zahodne vrednote, morajo svet zaščititi pred norimi vrednotami. In, naprimer, če vam ni všeč, da je cena bencina narasla na $5 za galono, potem morda ne želite, da je nafta v rokah radikalnih islamistov, ki so jo pripravljeni prevzeti kadarkoli, ko jim ne ustreza. Če bi dejansko razumeli ekonomijo, bi to vedeli. A žal in na nesrečo za nas, ti idioti tega ne vedo. Tako, nadležno je. Te ljudje so nadležni in prihajajo na oblast z volitvami. Hvala, da ste posvetili pozornost tej zadevi.